Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Danes bomo podrobneje predstavili projekt Dante, katerega glavni nosilec je občina Izola. Čeprav ni nikakršnih zgodovinskih dokazov o tem, da je avtor božanske komedije kadarkoli obiskal Izolo, je to mesto vseeno močno povezano s srednjeveškim pesnikom. V Izoli je namreč nastal srednjeveški kodeks, prepis izvirnega rokopisa božanske komedije, ki je hranjen v Narodni knjižnici Marcijana v Benetkah. Sicer je srednjeveška mojstrovina nastajala v današnji Furlaniji, Julijski krajini in na Soškem, ki sta bili takrat pod skupno upravo oglejskega patriarha. Prav ta skupna čezmejna zgodovina je izhodišče projekta Dante. Poglejmo podrobneje. Dante Alighieri je eden najpomembnejših pesnikov srednjeveške Evrope in italijanske literature. Najbolj znan je po svojem delu Božanska komedija oziroma Divina komedija, ki velja za temeljno delo zahodne književnosti. Dante se je rodil leta 1265 v Firencah v ugledni, a ne premožni plemiški družini. Večino svojega življenja je sicer preživel v izgnanstvu v različnih mestih zaradi političnih nemirov. Dante se je že v mladosti izobraževal v različnih vedah, kot so književnost, filozofija, teologija in politika. Njegovo osebno življenje pa je močno zaznamovala ljubezen do Beatrice Portinari, ki jo je spoznal kot 9-letno dekle in ki je postala osrednji navdih njegovega dela. Dante velja za očeta italijanskega jezika. Z božansko komedijo je utrdil italijanski jezik kot pomembno književno sredstvo in spodbudil njegov razvoj. Njegova dela so imela močan vpliv na zahodnjo književnost, teologijo in umetnost. V Italiji ga pogosto imenujejo il sommo poeta in je simbol nacionalne kulture. Dante Alighieri je imel pomemben vpliv tudi na slovenski prostor, še posebej na območju Primorske, kjer so stiki z italijansko kulturo, jezikom in literaturo zaradi geografske bližine zgodovinsko tesni. Pomen Danteja na tem območju se odraža v več vidikih. Dante Alighieri je v svojem življenju večkrat potoval in prebival na območjih, ki so blizu današnje Primorske. Ena izmed takih povezav je Trst, ki je bil pomembno trgovsko in kulturno središče in kjer so Danteja poznali že v njegovem času. Prav tako je mogoče, da je Dante potoval skozi Istro, kar pomeni, da je bil fizično blizu območju današnje slovenske obale. Po legendi naj bi celo obiskal Vipavsko dolino, kjer naj bi se navdihoval za opise pokrajine v svojih delih. Čeprav zgodovinski dokazi za to niso trdni, ima ta mit močan simbolni pomen v lokalni zgodovini. Dantejeva navzočnost na Primorskem presega zgolj literarno dediščino, predstavlja vez med slovensko in italijansko kulturo ter simbolizira dialog in vzajemni vpliv dveh narodov na skupnem prostoru. V Izoli je prejšnji teden potekal začetni, tako imenovani kick-off sestanek projektnega partnerstva z akronimom Dante, trajnostne in prožne kulturne prakse za inovativno in celostno ponudbo literarnega turizma. Uvodnega sestanka so se udeležili predstavniki 6 projektnih partnerjev. Poleg vodilnega partnerja občine Izola, še Tolminski muzej, Inštitut Iris za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja ter predstavniki 3 italijanskih partnerjev dežele Furlanija, Julijska krajina, občine Tolmezzo in občine Čedža. Projekt bo trajal 30 mesecev oziroma do oktobra 2026. Okvirna vrednost projekta je 1 300 000 evrov. In je namenjen ohranjanju kulturne dediščine ter razvoju literarnega turizma in seveda širjenju vrednot, ki so tesno povezane z obema uradnima jezikoma, slovenščina in italijanščina, ki nas vseskozi v tem našem prostoru ga uporabljamo in seveda tudi cenimo. Osebnost Dante Alighieri ima v Izoli velik pomen in se z njim ukvarjajo vrsto let. Predstavili so ga že v publikacijah v 2 kodeksih.
Izvirnik prvega kodeksa, ki je nastal v Izoli med letoma 1398 in 99, hranijo v Benetkah, drugega pa v Parizu. Pridobitev njunih reprodukcij je bila ključnega pomena z vidika kulturne dediščine lokalnega prostora. Temu bo posvečen poseben del Podestatove palače, ki bo v celoti dokončan s sredstvi tega projekta. Naj povem, da je ta ideja, pobuda za Dantejeve kodekse nastala prav v tem prostoru, pred skoraj že 20 leti, ko smo predstavljali stare izolske statute, in se je gospod Silvano Savo vrnil name in mi pač povedal to, kar tedaj še nisem vedel, da obstajata ta dva kodeksa in kako bi uspeli pač to oživeti oziroma vzpostaviti projekte. In potem smo z raznimi tudi projekti in zlasti pa s pomočjo izolske občine dejansko nekje, mislim, 2014 prišli do teh faksimilov, torej Beneškega, ko ga imenujemo, in Pariškega kodeksa, ki sta nastala v Izoli. In so to izjemno lepe knjige, bile so verjetno namenjene tudi za prodajo, kajti gledal sem se sam to v Marčani, v Benetkah, vsak tretji list ima inicialko obloženo zlato. Tako da dejansko je to izjemno vreden predmet, ki je nastajal tudi. Dante Alighieri je potoval po današnjem območju severovzhoda Italije ter po ostalih območjih, od koder so partnerji projekta. Vsa ta območja se spopadajo s problemom prevelike obremenjenosti s turisti. Sedaj si želijo razviti turizem, ki se osredotoča na destinacije, ki s turisti niso obremenjene. Ustanovili bodo čezmejno literarno pot Dante na osnovi 5 interaktivnih interpretacijskih kulturnih poti po metodi zgodbarjenja, ki bodo skupaj tvorile celoto. Il progetto Dante ci permetterà nella nostra regione di sviluppare nuove rotte turistiche letterarie e in particolare di sviluppare un'azione pilota. Tolminski muzej je v projekt vključen zaradi zgodbe o prisotnosti Danteja Alighierija v Tolminu. Je poznana zgodba, ki je privedla tudi do tega, da je leta 1929 mesto Firence Tolminu podarilo doprsni kip Danteja Alighierija, ki je bil postavljen v enem od tolminskih parkov. Ta kip je danes v hrambi na ogledu v Tolminskem muzeju. Okrog tega kipa želimo predstaviti to zgodbo in ustvariti ta center za obiskovalce kot neko izhodišče za obisk doline Soče. In nedavno so bile v Tolminu tudi odkrite v bistvu 3 grajske stavbe, Patriarhov dvorec, Korolinjeva graščina, v kateri je Tolminski muzej danes, in tudi Kozlov rov. In z različnimi evropskimi projekti, skupaj z različnimi partnerji, občino Tolmin, Zavodom za turizem dolina Soče, ustvarjamo in obnavljamo te nove zgodbe. In prav Kozlov rov je ena od teh zgodb, ki jo želimo predstaviti in tudi ustvariti en tak v bistvu interaktiven sprejemni center, kjer bo predstavljena tudi ta zgodba Danteja Alighierija. V Tolminu, Izoli in Čedži bodo vzpostavili center za obiskovalce ter skupaj organizirali čezmejne prireditve, tudi v sklopu osrednjih literarnih festivalov Pordenone Legge in Vilenica, kar bo pripomoglo k oblikovanju bolj etično usmerjenega in družbeno odgovornega turističnega sektorja. Temeljno je naše delo oblikovanje strategije literarnega turizma skupaj s partnerji in oblikovati zgodbe za turistične generacije. Prvi cilj projekta je oblikovanje čezmejne, celovite, trajnostne in prožne destinacije, ki ponuja kulturni in počasni turizem. Kot drugi cilj pa so si zastavili zasnovo čezmejnega modela upravljanja, ki ga bodo uporabili lokalni prebivalci, turisti, oskrbniki turističnih poti in osebe s posebnimi potrebami. Interreg Italija-Slovenija, kot ste že slišali, je tisti, ki financira tale projekt.
in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekti se financirajo 80% iz tega sklada. Za italijanske partnerje je financiranje 100%, zahvaljujoč italijanskemu nacionalnemu sofinanciranju. Italijanska država prispeva teh 20%, medtem ko za slovenske partnerje pa tega nažalost ni, morajo sami na nek način dodati teh 20%. Torej, želela bi najprej čestitati projektu Dante, ker se je uvrstil res, bom rekla, zelo visoko na drugo mesto na lestvici projektov na specifičnem cilju, ki je posvečen krepitvi vloge kulture in trajnostnega turizma. To je tisti specifični cilj programa, je eden od 4 specifičnih ciljev, ki je ponavadi najbolj oblegan. Rekla, teh projektnih predlogov je ponavadi največ, konkurenca je zelo huda in moram reči, da je tukaj Obala se zelo dobro odrezala, saj poleg projekta Dante se je na prvo mesto tudi uvrstil projekt Kašteljerji občine Koper, tako da res čestitke Danteju in tudi vsem drugim, ki sodelujejo pri teh projektih. Tako da bomo imeli, zahvaljujoč tem projektom, nove turistične produkte, predvsem, kar se tiče Danteja, je res, da prisotnost Danteja v tem našem teritoriju je res premalo poznana. Marsikdo je bil prav presenečen, ko je slišal za ta projekt, je rekel, Dante, smo rekli, kaj je pa delovizor, jaz je že upopat, kaj ne. Tako da ljudje praktično ne vejo dosti o tem, tako da ta projekt, zahvaljujoč pomembnim partnerjem in res dobro strukturiranim aktivnostim, bo lahko zelo ovrednotil Dantejevo dediščino in je povezal ta nov, lahko rečem, turistični produkt, ki se pripravlja, se bo povezal tudi z že obstoječimi destinacijami, iniciativami in se bo odlično sigurno umestil v ta teritorij. Pomembna je seveda tudi povezava s prestolnico, Evropsko prestolnico kulture, Gorica, Nova Gorica 2025, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje iz Gorice, ki se ukvarja z organizacijo dogodkov v okviru GO 2025, je tudi pridružen partner projekta, tako da sigurno sodelovanje bo plodno. Vsi partnerji projekta že izvajajo določene kulturne dejavnosti in literarne vsebine, ki so že v teku. Sedaj si te dogodke in literarne festivale želijo povezovati med seboj, jih skupaj širiti in promovirati. Na novinarski konferenci so sicer napovedali še nove možnosti za čezmejno sodelovanje. Oktobra bo objavljen tudi nov razpis. Vrednost razpisanih sredstev bo malo več kot 10 milijonov evrov za projekte prilagajanja podnebnim spremembam in krepitev učinkovitosti javne uprave. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.